pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Kopru, kjer se bo kmalu začela tekma 18. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na Bonifiki se bosta pomerila domači Koper in Mura. Ekipi igrata zelo napadalno, en in drugi bodo danes lovili gol na 10. zaporedni prvenstveni tekmi in prav gotovo lahko pričakujemo lepo nogometno predstavo. Težka poda za Osudžija, Šabanađa je žogo prestregel in tu je Bobičanec, Luka Bobičanec. Nova slaba poda, no zdaj se je Dako zelo razjezil na Bobičanca, ampak vseeno ni ideje, kako žogo torej prenesti do napadalca Edom Vonija. Kotnik, Andrej Kotnik strelja, to da brani Mihelak. Beganović za Šabanađa, ki je znova postavljen široko. Šabanađa je pred vrata, tu je Bobičanec, ki strelja, oziroma Beganović je udaril po žogi. Vsaj točkovni izplen ni takšen, kot bi pričakovali za takšno ekipo. Tole pa je dobra podaja, Šabanađa je strelja, to da ostaja pri zidu 0:0. Koreja, Božek Vancaš, Rudi Božek Vancaš poiskal je Osudžija, Osudži nastreljal potem celo Edom Vonija, pa Palčič za Božeka Vancaša, super je tole izpadlo, Rudi Božek Vancaš, to da v bloku kaj Cipot, pa še en poskus, ni za Edka Mateja Palčiča. Balažic uspešnejši v skoku, Kozar, Šroler, vratnica, kakšna priložnost za Muro. Domači trener Zoran Zeljković, če se najprej dotakneva tega drugega polčasa, verjetno ste tudi vi z njim bolj zadovoljni. Koper je bil danes precej bliže zmagi, verjetno obžalovanje za 2 izgubljeni točki. Ja, res je. Mislim, da smo bili bliže zmagi, imeli smo kar nekaj situacij, ki bi lahko bolje, nažalost teh situacij nismo izkoristili in na koncu je rezultat realen. Kaj je bilo nekako drugače v vaših navodilih nogometašem, v vaših zahtevah v tem drugem polčasu? V prvem delu vendarle tako Koper kot Mura praktično nenevarna, v drugem se vse skupaj res stopnjevalo. Je to morda posledica, da je nasprotnik malce padel, da ste se vi toliko dvignili? Kje vi vidite ta razlog za boljšo igro Kopra v nadaljevanju? Ja, danes ni bilo težko biti trener Kopra. Praktično vse, kar smo imeli, smo dali v igro ali na klop. Dejstvo je, da imamo veliko težav, ampak ne glede na vse, še enkrat mislim, da smo bili vseeno boljši nasprotnik in verjamem, da se bomo skompletirali, da se bo tudi naša igra izboljšala in da se bomo tudi točkovno, da bomo osvojili več točk. Koper zdaj že nekaj časa brez zmage, čakata vas še do zime oziroma premora tekmi s Taborom in Bravom, načrt verjetno 6 točk. Ja, vsako tekmo mi gremo na zmago, normalno, tako kot smo rekli, se pravi, nismo v nekem idealnem momentu, imamo ogromno poškodb, ampak te 2 tekme bomo vse naredili in zavedamo se, da se bomo mogli po zimi dobro okrepiti, če hočemo biti v boju za vrh. Ja, v moji družbi še Damir Čontala, prišel je kar precej mrkega pogleda, ampak na koncu, ko potegnemo črto, dejala sva že pred obračunom, tekma 2 izenačenih tekmecev, to kaže lestvica, to kaže nekako tudi kvaliteta ekip, rezultat na koncu izenačen in ja, izenačenost je ena beseda tega večera, kaj ne? Ja, mislim, da kar pošten remi, Koper se je ustvaril svoje priložnosti, tudi mi smo imeli nekaj vratnico na koncu, ampak mislim, da je rezultat popolnoma realen, glede na dogajanje na igrišču, glede na kvaliteto ekipi, res tudi pogled na lestvico je nekako celotna zadeva današnjega večera popolnoma realna. Mura je ob koncu prvega polčasa nekako začela malce bolj dominirati, bila malce bolj pogumna. Ste pričakovali, da se bo to v nadaljevanju tekme nekako preneslo tudi v drugi polčas, ko pa smo videli, da je Koper pravzaprav postal nevarnejši? Ja, prvi polčas smo bili taktično zelo disciplinirani, tako ko smo imeli žog, ko je nismo imeli. V tem smo nekoliko popustili v drugem polčasu.
Namesto, da bi to nadgradili, smo malo popustili, verjetno so tudi se poznale te bolezni igralcev, kajti praktično polovica prve ekipe je zbolela v tem odmoru, nekoliko moči je zmanjkovalo. Želeli smo več, želeli smo si zmagati normalno, tovci vsako tekmo želimo, ampak na koncu moramo biti zadovoljni tudi z točko. Razpored Mure do konca jesenskega dela vemo zahteven, vsaka točka bo pravzaprav pomembna. Ne bo veliko časa do novega obračuna, vemo, kakšne so bile letošnje tekme Mure z Olimpijo, ko mislim, da se na koncu koncev vsi strinjamo, da bi si Mura zaslužila več, kot je na koncu dobila. Bo to dodaten motiv za derbi naslednjega kroga? Ja, Olimpija je zaslužena na prvem mestu, ampak na obeh tekmah proti njim smo imeli zadeve, iz katerih bi morali potegniti več. Na koncu smo stali na obeh tekmah brez točk in vsekakor je to nekakšna dodatna motivacija za prihajajoči obračun, da nadoknadimo zamujenost tekem proti njim, da se v nekih zadevah revanširamo. Vemo pa, da je gostovanje v Ljubljani izredno težko, navsezadnje Olimpija do tega kroga še ni izgubila točke doma, ampak prepričan sem, da če bomo pravi, če bomo kvalitetni v obeh smereh, pravci želimo, lahko pariramo Olimpiji. Ja, ob robu igrišča najprej v moji družbi Rudi Požek-Vancaš. Danes je Koprčanom nekaj zmanjkalo v zaključku. Drugi polčas bistveno boljši kot prvi. Priložnosti je bilo dovolj, realizacija verjetno tista, ki je nekako kriva, da je danes nič proti nič. Ja, seveda, imate prav. Prvi polčas smo odigrali oboji nekako zadržano. Mislim, da smo odigrali drugi polčas boljše kot Mura. Škoda za ta zadnji pas, nek zadnji šut, da ni šel not, ampak kot vidite, tudi oni so imeli svoje priložnosti, tako da ne smemo biti razočarani. Škoda, da nismo prišli na drugo mesto, ampak gremo dalje. Kakšen je bil načrt v slačilnici med polčasom? Res se zdi, da je Koper v nadaljevanju prišel bistveno bolj ambiciozen v napadu. Ja, trener nam je rekel eno stvar, pokazal nam je dve situacije, da si moramo več upati, če hočemo priti do 3 pik. To smo naredili, žal je bilo premalo. Ja, v moji družbi še Klemen Mihelak, rekel bom kar eden izmed junakov danes Mure. Veliko dela, predvsem v drugem polčasu, na koncu z vidika vratarja vedno verjetno lep občutek, ko tekmo konča z ničlo. Ja, smo zadovoljni, jaz sem zadovoljna z ničlo, ampak nismo mogli zaradi rezultata. Pričakovali smo 3 pike, sam ni šlo. Danes tudi obramba nekako Mure ves čas zbrana. Kako ste vi vse skupaj nekako videli? To vratarju zagotovo pomaga pri tem, da je bolj samozavesten. Ja, obramba je dala vse od sebe, so bili zanesljivi, isto cela ekipa je dala vse od sebe, ampak ni nam šlo v gol v napadu.